Lepo pozdravljeni. V Slovenski ljudski stranki sočustvujemo z ljudmi, ki jih je prizadela letošnja naravna ujma, ta ledeni ukrep, ki je praktično naredil katastrofo ogromnih razsežnosti. Z tega mesta izrekamo iskreno priznanje in spoštovanje do pripadnikov enot civilne zaščite, prostovoljnih gasilcev, profesionalnih gasilcev, prostovoljcev, zaposlenih v elektrogospodarstvu, pripadnikom Slovenske vojske in enotam zaščite in reševanja z področja odprave posledic na cestah. In resnično ugotavljamo, da se je še enkrat več pokazalo, kako dragocen sistem je sistem civilne zaščite v Republiki Sloveniji. In mislim, da je vsem tistim, ki odločamo o pogojih za delovanje tega sistema, to še en poduk, da je potrebno res temu sistemu posvetiti veliko pozornosti in tudi izboljšati pogoje za to delo. Sam prihajam tudi, kot veste, iz delovanja iz lokalnega prostora in nekajkrat sem se sam prepričal ob takšnih ujmah, kaj res pomeni to, če imaš tiste ljudi, ki branijo svoje domove neposredno ob dogodku, to so slovenski gasilci in podobno. Tako da z tega mesta res izredno priznanje vsem, ki so sodelovali v odpravi teh nesreč in res upamo, da se ne bo zgodilo tudi kakšnih poškodb ljudi, kajti njihovo življenje so v teh dneh zelo ogrožena. Kot veste, so posledice te elementarne nesreče zelo široke in so prizadele na eni strani tako infrastrukturo, se pravi ceste, elektroinfrastrukturo, razne objekte, prizadeti so vrtci, šole in posledično imajo tudi lokalne skupnosti celo vrsto težav in pa tudi stroškov s temi neurji. Prizadeta so premoženja naših državljank in državljanov, nabavljati je bilo potrebno številne agregate. Zato v Slovenski ljudski stranki ob tej veliki elementarni nesreči predlagamo dva ukrepa. Prvi ukrep, ki ga predlagamo predsednici vlade, da se do tega opredeli vlada, kasneje pa tudi slovenski parlament, je to, da bi Slovenke in Slovenci oddelali en dan in izkupiček tega dne namenili za pomoč za odpravo posledic te elementarne nesreče, na drugi strani pa, da bi tudi del teh sredstev namenili za to, da nabavimo še prepotrebne agregate in podobne zadeve za enote civilne zaščite. In to smo tisti, ki smo malce starejši, že v preteklosti počeli in mislim, da je med Slovenkami in Slovenci velik čut za to, da pomagamo tistim, ki prizadene nesreča, in zato mislim, da je bilo res prav, da se odločimo in oddelamo eno delovno soboto v ta namen, kot sem ga omenil. Drugi sklep, ki ga pa predlagamo, je to, da prvič okoli nepremičninskega davka, ki ugotovimo najprej vsi skupaj, da je davek za leto 2014 že pobran, da ga je pobrala narava in da bi morali vsled teh katastrofalnih posledic narediti to, da ta davek odpravimo za letošnje leto. Upam, da bo to storilo sicer tudi Ustavno sodišče, ki vemo, da v teh dneh razpravlja o tem davku tako z velika zadržanja, kako tudi vsebinski pripomb. Kolikor se zgodi s strani Ustavnega sodišča, bo to naredilo samo. V nasprotnem primeru pa predlagamo, da se ta davek za letošnje leto odpravi, da občine ponovno vzpostavijo sistem, ki je deloval vsa ta leta in poberejo nadomestilo za stavbna zemljišča, podobno kot so ga pobrale v lanskem letu, v enakem znesku, da se ta znesek potem nameni za delovanje lokalnih skupnosti. Ljudje pa bomo tudi vedeli, kaj lahko pričakujemo iz tega davka, medtem pa vlada pripravi na osnovi vseh ugotovitev, ki jih ima sedaj pri uveljavitvi tega davka, tudi potrebne korake za to, da bo davek možnost procesirati in da se uveljavitev tega davka prestavi najmanj za eno leto. Po mojem globokem prepričanju bo še dosti bolje, če bi
začetek tega izvajanja tega spornega nepremičninskega davka bil šele z letom 2016. Tretji predlog pa se nanaša na to, kar zdaj ugotavljamo, kaj se dogaja v slovenskih gozdovih, pa gre za to, da predlagamo, da minister za kmetijstvo in okolje resnično oceni in čim prej pripravi predlog, s katerim bi poenostavil postopek odkazil tega poškodovanega drevja na eni strani, na drugi strani pa, da bi tudi zelo na hitro tudi odpravili te prevoznice, ki so toliko sporne in res si ne znam predstavljati, kdo bi v takšnih okoliščinah sedaj pisal papirje po gozdovih, ne pa odpravljal te posledice, ki jih je naredilo ta ujma. Zato da se pravi trije predloge, katere predlagamo predsednici vlade. Prvi je, da oddelamo Slovenke in Slovenci en delovni dan, izkupiček namenimo za odpravo nesreč in opremo enot civilne zaščite. Drugič, da zadržimo izvajanje nepremičninskega davka. In tretjič, da minister za kmetijstvo in okolje popravi zakon na področju prevoznic in ukine prevoznice in na drugi strani, da se poenostavijo postopke za odkazilo poškodovanega lesa.